Mi smo pričeli z organizacijo robotskih tekmovanja tam že okoli leta 2000. Ne. V vsem tem času smo organizirali približno 20 državnih robotskih tekmovanj, v katerih smo pritegli osnovnošolce, srednješolce pa tudi študente. In to, kar se nam zdi zelo pomembno, je kot prvič, ne, da smo spodbujali in še spodbujamo zanimanje mladih za tehniko, za robotiko, za mehatroniko, za elektrotehniko. In zakaj to počnemo? To počnemo zaradi tega, ker na tak način mlade usmerimo na tehnično pot, na pot izobraževanja za inženirske poklice, in to je seveda za nas pomembno. To je pomembno za nas kot fakulteto za tehnične poklice, tehniške fakultete, po drugi strani pa to pomembno za blaginjo družbe. Namreč inženirji so tisti, ki ustvarjajo tehnične inovacije in s tem prispevajo k splošnemu razvoju družbe. Ti inženirji ustvarjajo blaginjo naše družbe, blaginjo za sedanjost, blaginjo za prihodnost. Imamo danes tukaj približno 45 ekip, nekje okoli 135-140 tekmovalcev. Moram reči, da v preteklih letih smo imeli bistveno više številke, ampak to so bila leta pred pojavom COVID-a. Tedaj je bilo redno tukaj tekmovalcev čez 300 in približno toliko ekip, ne samo iz Slovenije, tudi iz tujine. Zdaj smo imeli nekako 2 leti premora in to se je tudi tukaj pozva. Ampak vseeno vidim, da ta vnema, ta želja po raziskovanju z roboti, ta ni zamrla. Vidim, da je preživela in zdaj se nekako zopet prebujamo.